V Sloveniji je vse več pridelovalcev čilija. Za te rastline je treba poskrbeti podobno kot za sorodne plodovke, papriko in paradižnik. Slovenska gruda ni pretežka za njega, ne. Zdaj zemlja mora biti odležana, vsaj po naših izkušnjah je tako, tudi kolobari treba, med temi kolobarji pa seveda treba pač pognojiti, ne. Kot sem že dejal, mi pač gnojimo z Big Plantom po večini. Gruda je pa idealna, no. Mi se nahajamo na Celestrini, kjer smo ali pa so ti kraji poznani po vinskih cestah, po vinorodnem okolišu in mi smo pač rekli, dajmo zasaditi čili. In zaenkrat nam super uspeva in smo z njim zadovoljni. Pa vendar je treba zemljo po Sloveniji, ki vendarle ni povsod enaka, tudi obogatiti s kakovostnim gnojilom, da plodovke dajejo velike in kakovostne plodove. Pri pridelavi čilija je treba biti pozoren, zdaj recimo, ko smo meseca aprila na te pozebe in te nizke temperature, je pa zelo pomembno, na kakšen način gnojimo. Zdaj mi že od vsega začetka uporabljamo to super gnojilo, no, bom rekel, iz mokarjev. Big Plant se imenuje, to se pravi iz podjetja Organics Nutrients. In v začetni fazi damo mikorizo. To je tista taka bela snov, bom rekel. Potem, ko pač prepikiramo, presadimo naše čili sadike, pa dodajamo Big Plant, to je tisti taki prah. Kasneje pa potem zalivamo z različnimi mešanicami. Vsekakor pa je, glede na to, da bo ta teden ponovno nekoliko bolj hladno, dobro počakati s saditvijo plodovk na vrt, razen če imamo tam rastlinjak. Vse zvečer rastline na prostem še pokrivamo, tako da za naslednji teden, če že se napovedujejo kakšne bolj tople temperature, jih več ne rabimo pokrivati. Drugače pa zdaj ponoči še skoraj obvezno pokriti rastline. Če pa le pride kljub pazljivosti do šoka zaradi prenizkih temperatur, pa si lahko vrtičkarji pomagajo z nekaj sredstvi. To so pa ta zelena gnojila, ki jih dodajaš, da potem rastlina spet obnovi svojo fotosintezo, ne, v svojem tam. Ampak tam pa so spet določene temperature, ker tudi če daš ti dolgoročno gnojilo v zemljo, dolgoročno gnojilo dela takrat, ko je 10 do 20 stopinj. In to pomeni, da po noči ne dela, je spet primanjkljaj, ne. Zato vedno je temperatura tisti pogoj, kako gnojilo dela in kdaj dela. Če je gnojilo dovolj kakovostno, je lahko tudi univerzalno, primerno za več vrst rastlin, torej na primer tako za solato kot tudi plodovke. Naše gnojilo se lahko uporabljajo na vseh sadikah. Vse sadike pa recimo, zdaj se že lahko sadi solata, lahko se sadijo kakšne gomolnice, drugače pa paradižnik, paprika, čili pa se sadi na vrt, po 15. maju, takrat je najbolj priporočljivo nekako. In potem bomo z našimi pridelki tudi bolj zadovoljni, saj bodo sadike dobile ustrezno nego.